prihajam iz Coinvesta, investicijske platforme za povezovanje mladih, visokotehnoloških podjetij in pa investitorjev. Naš moto je Be ready, zato tudi slajdi v angleščini. Prvič, ko smo začeli delati z izraelskimi investitorji, so rekli, da oni za vso interno komunikacijo uporabljajo angleški jezik. In pa smo mi rekli, zakaj to? In ideja je bila, ko nas pokličejo iz tujine, imamo vse materijale že pripravljene in ne rabimo prevajati. Tako da mi se držimo tega in to je naše vodilo. V osrčju našega poslanstva je pomagati podjetnikom, visokotehnološkim podjetnikom, ki imajo globalne ambicije in vizavi tega iščemo dejansko prebojna podjetja, slovenska in podjetja iz jugovzhodne Evrope, ki imajo telih 5 lastnosti, se pravi močno tehnologijo, imajo globalni mindset, napadajo velike oziroma rastoče trge, imajo poslovni model, ki se da prenašati v druga okolja in je profitabilen in pa ne nazadnje so pripravljeni premakniti svojo rit, kar pomeni, da so toliko odtrgani, drzni, da ne ostajajo v comfort zonu, ja, jaz prodajam pa samo v Sloveniji, pa še malo v Avstrijo ali pa na Balkan, ampak jim je dejansko cilj globalna prodaja in to je tisto, kar mi iščemo na strani startupov. Se pravi, na drugi strani pa delamo te enačbe z pametnim kapitalom. Tukaj opredeljujemo pametni kapital kot denar, ki ima v ozadju pač svoje networke in pa ljudi, ki so pripravljeni prevzeti te mlade podjetnike pod svoje okrilje, jih mentorirati in jih voditi čez to globalno izzivalno pot. V prvi vrsti opredeljujemo pač 3 tipe kapitala, neki so skladi rizičnega kapitala, neki so poslovni angeli in poslovni akceleratorji, ki vlagajo v firme. Na kratko, naše aktivnosti so v tem trenutku 3. Omogočamo pripravljenost, investicijsko pripravljenost za iskanje kapitala s pomočjo partnerjev, s pomočjo Hekovnika. Tukaj v bistvu je naša glavna aktivnost visokotehnološka konferenca, kjer vzpostavljamo stik, kjer pripeljamo v stik podjetnike in pa investitorje in pa nek tak naš družbeni doprinos. Enkrat na mesec v Sputniku vsako prvo sredo organiziramo startup kafe, kjer se pridejo družiti drzni in podobno misleči globalni izzivalci. Delamo tudi zdaj na platformi, kjer bi dejansko čez celo leto omogočili, da se najboljša podjetja predstavljajo našemu krogu investitorjev, ki je približno, to so podatki od lani, tisto, kar je obarvano z modro. V tem trenutku imamo približno 600 investitorjev iz celega sveta, s katerimi delamo na osebni komunikaciji. Po drugi strani so pa to številke, ki kažejo, da smo tudi mi na neke vrste startup, rastemo 100% letno. Začeli smo v 2012 kot Co-Invest, centri odličnosti Invest, investitorji investirajte v prebojne tehnologije, v katere država dala 80 milijonov evrov. Hitro smo ugotovili, da znanstveni dosežki oziroma znanstveniki pri nas je okolje preveč ujčkarstvo, kar pomeni, da nobeni hotel se premakniti, ready to move, tisto, kar smo imeli enega od kriterijev, tako da zdaj smo odprti kot platforma za vse vrste visokih tehnologij, ne samo orientirano na znanstveni del. To je rast števila udeležencev, ki prihajajo, ljudje iz celega sveta, ki so neki mnenjski voditelji na svojih področjih, struktura investitorjev, s katerimi delamo, se pravi polovica so skladi tveganega kapitala, ostalo, kot sem omenil, akceleratorji, poslovni angeli. S čim se lahko pohvalimo? Ja ali pa ne, eni bodo oporekali, ja, to so pa moja podjetja, ne, to so pa moja podjetja. Pomagali smo približno 10 podjetjem, to so podatki od lani, ki so šli čez razne pospeševalnike, razne tehnološke parke in bi se pridružil Urški, delamo res močen, slovenski,
globalni pač podporni ekosistem, ki v tem trenutku ima neko veljavo in to je tudi v bistvu priznanje, da bo jutri v sosednji dvorani 100 investitorjev iz 30 različnih držav prišlo in poslušalo najboljše podjetja, ki iščejo kapital za rast na globalnih trgih. Zdaj, naše naslednje korake imamo opredeljene, da se želimo specializirati v določene vertikale, graditi globalne partnershipe in tisto, kar je najvažnejše pri našem biznisu je, ustvarjamo kroge zaupanja. Se pravi, investitorji investirajo v pač okolja, kjer se počutijo varno. Ne glede na to, da govorimo o tveganem kapitalu, tvegan kapital v Evropi ni toliko tvegan, je zelo bankirski še, ampak počasi ta mindset se premika. To je mogoče tudi malo posledica DNK-ja, da so najbolj rizični šli čez ocean in potem še čez celo prerijo na West Coast. Še vprašanje? Še vprašanje sledi, evo, par slikic, utrinki iz naših dogodkov, kjer dejansko globalni podjetniki probajo dobiti denar za rast. Gospod Dakić, najlepša hvala. Sem prekoračil čas in ni vprašanj za me. Je vprašanje. Je vprašanje. Startupi iz koliko držav so se prijavili letos v vaš program? Glavni program, ki ga organiziramo v smislu, da iščemo iz cele jugovzhodne Evrope, prijavilo se jih je približno 110, zbranih je 50, ki se bo jutri predstavljalo na zaprtem delu iz 12 držav in v bistvu upamo na to, da se zgodijo vsaj 3 do 4 investicije v naslednjih 3 do 6 mesecih. To je to.